Imagine. What would your life be like if money wasn't something you had to worry about anymore? Have you ever wondered? Take a test. Picture it. Imagine right now what your schedule would look like tomorrow if you had all the time for yourself and the money to do whatever you want. Maybe you imagine spending the day with your family. It's been so long since you've had time to really enjoy yourself. No worries, no schedules, no strict budgets. A family meal, an excursion, maybe a trip. Imagine that you can take your family on that vacation you've always talked about. Imagine a little more. Dare to dream. What's your dream house look like? I'm sure it's a beautiful, cozy place, and I would dare to assume that it's also a spacious place. Imagine the big garden where your children can play in total freedom and safety, or the family gatherings you can have there. I know it's not the first time you fantasized about it, but imagine today that it is possible. Imagine being able to travel around the world. What places have you always wanted to visit? Have you imagined yourself on the most beautiful beaches, visiting historic places, witnessing the Northern Lights? The world has so many wonders to see and enjoy if only you had the time, if only you could. Imagine simply living life, enjoying it every day, every second, that your decisions were not conditioned by a working schedule and by the red numbers on your checking account. Living in capital letters. But tell me, have you really thought about all the things you could do if you no longer had to worry about how to make ends meet? I'm not just talking about your house, your personal freedom, the lifestyle your family might have. I'm talking about doing a lot more. I'm talking about making a difference. Imagine that you no longer have to accept things as they are or be helpless to change them, because now you do have the power. I'm sure you're already thinking about the things you've always wanted to change and improve, people you've always wanted to help but couldn't. You could start helping everyone who at some point had helped you when you needed it, improve their lives in one way or another. Then imagine it. Wouldn't you like to see a little more happiness in the world? You would have the power to help others by collaborating with a foundation that fights against any evil that makes children suffer. Imagine knowing that you have the power to make more children smile. When your main concern is no longer surviving from month to month, your possibilities are limitless. Think about it. Anything is possible. Now, imagine that you can bring that same power to others too. That you can propel another person to live life as it should be lived, without restrictions, without looking at the wallet, without doing the math. Imagine that you can create at any time that life of freedom without stress, without barriers, without waiting for the holidays, living life to the fullest without asking permission, without borrowing from tomorrow. Stop imagining. Make it possible now. En lep dober večer vsem skupaj, Andreja Terčelj je moje ime. Nisem jaz nocoj pomembna, rada bi predstavila nocojšnjega prezentorja Romana Rosulnika, mojega zelo dobrega prijatelja in osebo, ki od začetka, odkar se poznava v tej priložnosti, ki jo bo danes predstavil, vsak dan, resnično vsak dan izkazuje zaupanje vame in v končni fazi tudi v svoj tim.
Roman je oseba, ki si zasluži vedno, da rečem v vsaki njegovi predstavitvi, vzamite svinčnik in papir in si zapisujte, kaj bo povedal. Informacij bo verjetno za tiste, ki boste to prvi slišali, kar veliko in da se ne boste srečali s tako na koncu, s takim stavkom, kot se jaz nič nisem razumela, kar si povedal, ampak jaz sem zraven. No, če se vam ta del na koncu zgodi, jaz sem zraven, je to super, tudi če nič ne boste razumeli. Kaj so še, bom rekla, tiste pozitivne stvari, ki bi jih rada po Romanu povedala, tako kot sem povedala, z dolgoletnimi izkušnjami, z ogromno znanjem in pa predvsem, kar je tisto, pri čemer midva izredno dobro sodelujeva, Roman je izredno potrpežljiv in Roman za vsako zadevo, za vsako vprašanje, ki ga imam, najde odgovor. Tudi, če kakšno stvar ne ve, je njegov odgovor, ne vem, bom preveril. In to pri njemu izredno spoštujem. Hkrati je pa Roman od vseh nas, ki smo v Sloveniji, v tesnem sodelovanju z ljudmi v našem podjetju, ki so v ožjem, če rečem, vodstvu našega podjetja in pa ravno tako v ožjem krogu tistih najbolj uspešnih. Tako da je zagotovo Roman z nocojšnjo predstavitvijo, z svojim znanjem, z svojimi izkušnjami oseba, ki je vreden poslušanja, popolnega zaupanja in pa oseba, ki se ga jaz držim k klop. Roman, izvoli, beseda je tvoja, predstavitev je tvoja in vsem skupaj pa še enkrat svinčnik pa papir, pa gremo. Ja, najlepša hvala, Andreja, dober večer. Ja, lahko je delati tak posel, če imate take sodelavce, kot Andreja, ne? Potem je to najlepši biznis na svetu. Jaz sem se s tem poslom srečal pred dobrimi 2 leti. Tukaj na prvem slajdu bi vam rad pokazal ključne osebe, ki so bile zelo odločilne, zato sem se odločil. Pred 2 leti sem, bom rekel, nekako skoraj pol nesreč padel v ta posel, namreč imel sem neke druge načrte, šel naj bi za oskrbnika v hribe, pa mi je zaradi bolezni v družini pogodba padla v vodo 10 dni pred začetkom in sem bil open mind, se pravi, sem bil ravno v pravem trenutku, me je tole srečal in sem sam poklical prijatelja nazaj, ki sicer živi na Cipru, ki me je že pred 4 meseci prej klical, da ima nekaj mi za pokazati, pa sem rekel, no Žiga, povej mi zdaj, kaj imaš za pokazati. In ker sem prvi slišal prezentacijo, moram reči, da mi je bilo takoj všeč, zato ker v bistvu cel življenje sem opleten v to industrijo. Ampak bom rekel, tisti prvi kamen, da sem se res odločil, so bile te 2 osebe na levi strani, Eva pa Fili iz Avstralije, s katerimi sem zdaj tudi v neprestanem stiku. Ona dva sta v bistvu sploh zaslužna, da se v Sloveniji začeli dogajati, ker ona dva sta prišla v Slovenijo, ker ni bilo v Sloveniji še popolnoma nič. V Sloveniji sem bil pisan jaz pa 3 ljudje in sem bil zelo presenečen in zelo počaščen, da sta v bistvu prišla na drug konec sveta, še nikoli nista slišala za Slovenijo in sta mi tako zaupanje izkazala. In kot tukaj spod piše, okrožite se z ljudmi, ki imajo podobno vizijo v življenju. Jaz, ki sem videl, na kakšni misiji sta ona dva, kako sta zavezana temu, kar počneta, in predvsem tudi kakšno integriteto imata, kakšno osebnost, sem rekel, s takim ljudmi si je želim delati. Una dokončna odločitev, da to zdaj moja kariera doživljenjska, ker v življenju ne mislim drugega več početi, je bila pa prišla 2 meseca pozneje, ker sem šel v Moskvo, in sem tam v Moskvi spoznal enega od solastnikov, to je ta na desni Chris Ress. Lahko bi vam o Chris Ressu govoril na dolgo in široko, rekel vam samo to, da fant je to, ki ga ne vodi denar. Se pravi, on dejansko bi naredil neko pozitivno spremembo na tem svetu in tako vizijo sem seveda takoj kupil. Tukaj sem vam malo predstavljen, da veste, kako se je ta moja pot začela, se pravi, se temelji na zaupanju in naš posel, siguren temelj našega posla je zaupanje med ljudmi. Zdaj, glede na to, smo danes pogovarjali o denarju, seveda, ker če pogovarjamo se o poslu, se pogovarjamo seveda o denarju, bi si sposodil malo tega avtorja znanega Roberta Kiyosakija. Če ste prebrali kakšno njegovo knjigo, veste, o kom govorim, če jo niste, vam toplo priporočam. Njegov največji bestseller je Bogati očka, revni očka. To je iz ene druge njegove knjige, ker on pravi, da v bistvu ljudje zaslužijo denar v življenju. Andreja, hvala. Evo, Andreja ima kapa, jasno. On pravi, da ljudje v življenju zaslužijo denar na 4 različne načine. Se pravi, tukaj na levi strani so ljudje, ki so v sistemu, se pravi, to so zaposleni pa samozaposleni, na desni strani so pa lastniki poslov, pa investitorji. Zdaj jasno, 95% ljudi na svetu je tle na levi strani. Tisto, kar je žalostno pri vsej stvari, je to, da v bistvu
5% teh jih pa na desni, imajo pa 95% vsega denarja na tem svetu. Jaz sem bil zelo kratek čas zaposlen, 3-4 leta, tako da sem vrnil štipendijo, takoj sem ugotovil, da zaposlitev ni nekaj, kar bo izpolnil tisto, kar si jaz v življenju želim. Sem šel zelo hitro med samostojne podjetnike, med freelancerje. Seveda, če ste samostojni podjetnik, ste izpostavljeni velikim tveganjem, ponavadi, da začnete svoj lasten biznis, je potrebno kar nekaj kapitala imeti. Konkurenca je velika, težko se je nekaj unikatnega spomniti na tržišču, tako da sem imel vzpone in padce, kadar mi je šlo super, je bilo super, kadar je šlo manj super, sem tudi 3-krat bankrotiral na celi črti in tako. Skratka, vsi poznamo ljudi, ki so samozaposleni, pa so uspešni. Se pravi, ampak so še vedno tle na levi polovici. Zakaj? Zato, ker v bistvu še vedno so v sistemu, čeprav še vedno delajo za denar. To so mali podjetniki, ki so sami ali pa imajo enega ali pa dva zaposlenega. Se pravi, vsi poznamo uspešne male podjetnike, ampak imajo taki ljudje ponavadi bistveno več denarja, kot če bili zaposleni, imajo pa drug problem. Namreč časa nimajo benga. Jaz poznam celo kupico zelo uspešnih podjetnikov mojih let, se pravi 50 plus, pa sem zadnjič enega srečal in rekel, za 3 dni letim na Bled. Sem rekel, zakaj pa za 3 dni si ti prišel lahko za 3 mesece? Jaz tukaj nimam časa, jaz tukaj imam stranke. 55 let je star človek, dela kot norc. Se pravi, s tem, da imate več denarja, si še ne kupite kvalitetnejši življenjski stil. Se pravi, kvalitetnejši življenjski stil omogoča zgolj to, da imamo v življenju dovolj časa in denarja. Tudi časa je potrebno imeti dovolj, drugače si z več denarja samo kupujemo lepe predmete. Če se še enkrat vrnem recimo k tem zaposlenim, moj oče bil recimo tak primer, zgledenega delavca, 40 let je hodil v isto firmo, nikoli v službo zamudil in 30 let mi skozi govoril, Roman, kdaj boš ti kakšno resno službo našel? Njegovo življenje se je končalo tako, da je bil zadnje 4 leta svojega življenja v domu upokojencev in za svojo pokojnino ni mogel plačevati doma upokojencev in potem je Roman plačeval razliko za svojo tako imenovano neresno službo. Tako da, zakaj vam pravzaprav to govorim? Zato, ker rešitev, da imate obojega ravno prav časa in denarja je, da prestopite na desno polovico. Se pravi, ljudje, ki so na desni, imajo sistem, se pravi, sistem dela za njih. In seveda, potem, ko imajo več denarja, so lahko tudi investitorji in začel sem s tem slajdom zaradi tega, ker s tem poslom dejansko lahko v nekem časovnem obdobju 2, 3, 4 let prestopite na desno stran, pa vam bom zdaj pokazal, kako, za katero podjetje grem, kateri so naši produkti. Zdaj, tisto, kar je neizpodbitno, je to, da se bo posel spremenil za večno. Veliko ljudi še vedno danes misli, da ko bo te korone konc, da se bo vse vrnilo na stare tire. Na stare tire se ne bomo vrnili nikoli več. Zdaj, zakaj ne? Zato, če pogledate vas statistiko, kaj se pravzaprav dogaja, trenutno nas je na svetu 8 milijard, približno slabih 8 milijard že, in od teh 8 milijard, recimo 5 milijard ljudi uporablja mobitel. 4,6 milijard ljudi uporablja internet. Se pravi, socialne medije pa skoraj 5 milijard. Zakaj vam pravzaprav te številke kažem? Zato, ker če danes razmišljate o nekem svojem lastnem biznisu, je fajn imeti pred očmi ta dejstva. Se pravi, da se svet digitalizira, da je vse več ljudi na internetu, da se vse več uporablja socialne medije, da se vse več uporablja mobitel. Se pravi, je danes pametno, če razmišljamo o svojem lastnem poslu, da razmišljamo o digitalnih produktih in se pravi o poslu preko interneta. Tale podatek je tudi zelo zanimiv. Prej sem že rekel, da je 5 milijard ljudi na internetu in poprečno preživijo na internetu. No, te verjeli, tole ni napaka. Poprečno preživijo ljudje na internetu 7 ur. Človek skoraj ne more verjeti, da je to mogoče. 7 ur, In tisto, kar je zdaj zelo zanimivo, glede na to, da se nas zdaj po celem planetu oprema s temi sateliti, je da bo ta številka v bistvu do konca desetletja narasla praktično na celo svetovno populacijo. Se pravi, v naslednjih 5-6 letih bo na trgu nove 3 milijarde ljudi, ki bojo na internetu in bojo iskali neko priložnost in to je popolnoma nov trg. Če tle pogledamo še par podjetij, takih zelo zanimivih, zgolj v razmislek, kjera so danes najuspešnejša podjetja. Tle imate podjetja, ki jih vsi dobro poznate, več ali manj, Uber je največji ponudnik prevozov, nima nobenega lastnega avtomobila. Airbnb največji ponudnik
za najem stanovanj, nima niti ene lastne svoje nepremičnine, dobro, razen headquarter, razen sedeža, ki ga imajo, ne. Alibaba, največji provider, se pravi največja spletna trgovina na svetu, ima nobenega skladišča. Se pravi, dejansko, kaj vam to kaže, da so vse to stvari na platformi in da so najuspešnejši tisti, ki pač ponujajo neko platformo, kjer lahko ljudje uporabljajo, in točno to je tudi naša ponudba. Se pravi, tudi po nas lahko dobite platformo, imate svoj lastni internetni posel, s tem, da ne boste imeli nobenih produktov doma. Se pravi, v bistvu boste samo na nek način pomanjšana slika tega, kar vam kažem zdaj tukaj na tej sliki. Ok, kam se zdaj obrnete, rečete, ok, Roman, ima smisel tole, ki si povedal, ima smisel, kako naj jaz zdaj pravzaprav začnem, kaj naj zdaj s to informacijo naredim. Se pravi, tudi meni zdaj ni všeč, da sem v tisti podgani dirki, rad bi nekaj v svojem življenju naredil, kaj naj zdaj ukrenem, kaj naj zdaj naredim. Rad bi vam predstavil naše podjetje, na kakšen način lahko vi prestopite na to desno stran. Videli ste že v videu, gre za podjetje Success Factory z prvotnim sedežem v Estoniji, začeli so pred 5 leti v Estoniji, 2 leti v bistvu sploh trajali, da so se postavili temelje, da so pridobili licence, da so postavili tehnologijo in so praktično z prodajo začeli februarja 2018. Tako da je podjetje, bom rekel čisto uradno staro 3 leta pa pol, začeli so pa že 2 leti prej. Se pravi, vsi naši produkti, ki vam bom zdaj na kratko vse predstavil, so točno to, kar sem vam zdaj povedal. Se pravi, delate na internetu, delate doma, imate svoj lastni internetni posel in digitalne produkte. Z nobenimi vrečkami ni treba okrog hoditi pa nekoga nadlegovati z nekimi produkti. Zdaj v tem času, po 5 letih, smo se že razširili v več držav, ki jih vidite tukaj spod napisane, sedež se tudi ta marketinški del preselil v Amsterdam, tako da podjetje se zelo hitro širi. Zdaj tu zaposlujemo zaradi novega produkta, ki vam bom predstavil, kopico novih ljudi. Imamo super, bom rekel, ocene tudi neodvisnih medijev, tako da podjetje napreduje z velikimi koraki in je že danes, bom rekel, med najhitreje rastočimi podjetji v direktni prodaji. Zdaj naša misija je, kaj je pravzaprav naša misija, našega podjetja? V bistvu ustvariti okolje, ponuditi ljudem delovno orodje, produkte, da bojo lahko čim več ljudi zaslužili. Se pravi, Wealth Creation for Humanity. Se pravi, to je podjetje, ki ni usmerjeno v to, da bo spet nekdo zdaj neki par ljudi odlično zaslužili, ostala večina bojo pa zgolj potrošniki, koliko smo potrošniki na Facebooku, za primerjavo. Se pravi, tisti, ki so lastniki Facebooka, so fenomenalno obogateli, se pravi, Zuckerberg je najbogatejših ljudi na svetu, ljudje, ki uporabljamo Facebook, nimajo nič od tega. Se pravi, cilj podjetja je spremeniti to sliko, da bo čim več ljudi imeli od tega in po 3 letih lahko vam povem, da mnogo ljudi zasluži od par 100 evrov pa do par tisoč evrov na teden in šele začeli smo dobro. Boste videli, zakaj. Zdaj, tole so naši produkti. Te produkte bom vsakega na kratko opisal, majčkeno več sem zadržal potem v zadnjem, ki smo ga dobili februarja, ki je zelo atraktiven in zelo nekaj posebenega, ker praktično nobeno podjetje v direktni prodaji na svetu nima česa podobnega. Zdaj, prvi produkt, čisto na kratko, je Forex. Večina ljudi, ki sliši Forex, jih kar zmrzi, ker kocine jim skočijo po koncu. Zakaj? Zato, ker v bistvu Forex je največji svetovni finančni trg in vsi poznamo koga, ki je gadne pare izgubil na Forexu. Ravno zaradi tega je podjetje razvilo ta produkt, kjer v bistvu od podjetja za 50 evrov na mesec kupimo od njih znanje. Se pravi, nič vam ni treba znati, nič ni treba razumeti, kako Forex funkcionira. Enostavno s tem produktom dobite enkrat povprečno na dan takle signalke na tem telefonu in vse, kar je treba znati, je prepisati 3 številke. Pa še prepisati jih ni treba. Copy-paste je asistent tako narejen, da prekopirate v svoj telefon. Se pravi, denarja nikamor ne pošiljate, denar je v vašem telefonu, 24 ur na dan likviden, ga vidite, noben ne trguje za vas, sami postavite trade, se pravi, ne pošljete denarja nekam na drug konec sveta in vam potem firma obljublja, kaj bo naredila. Nič od tega. Se pravi, mi od firme kupimo znanje in cilj podjetja je, da bi nekje 10% donosa na mesec ljudje s tem produktom naredili. Zdaj po letu pa pol smo zelo blizu temu cilju, kakšen mesec je tudi krepko čez. Mogoče se sprašate, kaj pa je pravzaprav 10%, se to ni veliko. Veste kaj? Einstein je rekel, da obrestni račun je 8. čudo sveta. Z 10% donosom na mesec si lahko poiščete na Google kakšen kalkulatorček
in si izračunajte, kaj to pomeni v 2 letih, če denar puščate gor, kaj pomeni obrestni račun, tako da se da tudi z relativno majhnega denarja narediti fenomenalen zaslužek. Drugi produkt je v bistvu čist nefinančne narave, je orodje, s katerim si pomagamo ljudje, ki imamo kakršenkoli opravek z ljudmi, zato da se naučimo jih razumeti. Ne, zato, ker ljudje smo različni. Jaz sem zdaj tukaj, sem v Termah Dobrna, imam enega cimra tukaj, ki je popolnoma drugačen kot jaz. Ne, se pravi, on je bolj rumene sorte, bolj ga zanima prispevanje, skupnost, družba in tako naprej. Se pravi, če se jaz z njim želim pogovarjati o našem podjetju, če mu hočem to predstaviti, moram to narediti na njemu prijazen način, se pravi, tako da bo on to razumel. Se pravi, ta orodje nam v bistvu pomaga, da v 90 sekundah prepoznamo, bom rekel, nakupne navade naših sogovornikov in to komunikacijo prilagodimo na tak nivo, da bo naš sogovornik to lahko razumel, kar posledično pomeni, da lahko svojo prodajo povečamo do 300%. Ker če smo do zdaj razumeli samo sebi lastne tipe, svojo barvo in potem se uspešno naučimo komunicirati še z ostalimi tipi ljudmi, seveda si lahko bistveno povečamo učinkovitost pri tem, kar delamo. Tako da jasno, ta produkt ni namenjen samo sodelavcem Success Factorja, to je namenjen komorkoli ima kakršenkoli opravek z ljudmi. To pa itak mislim, da smo praktično vsi, ne, tudi če delate v tovarni, imate ženo doma ali pa moža ali pa otroke, s katerimi stalno se učimo, kako boljše komunicirati, ne. Tretji produkt je v bistvu naš produkt, s katerim smo začeli, takrat sem jaz začel samo ta produkt, to je naša kriptovaluta, DACoin. Zdaj na trgu je tisoče kriptovalut in vsak dan prihajajo nove, ne, ljudje so čist, bom rekel, zbegani, katera je zdaj v redu, katera ni v redu, zakaj je v redu, zakaj ni v redu. Lahko vam dam samo en nasvet, ne, se pravi, v prihodnosti bodo preživele samo tiste kriptovalute, ki bodo imele kakšnokoli uporabno vrednost. Ne, se pravi, in cilj našega podjetja je, da bi našo kriptovaluto ljudje končno videli kot denar, ne, se pravi, kot plačilna sredstva, se pravi, vizija naše kriptovalute je, da bodo ljudje jo uporabljali za vsakodnevne transakcije, za vsakodnevne nakupe. Zdaj, za tem stoji dober marketinški načrt, za tem stoji, imamo najboljšo tehnologijo na svetu, za tem stoji to, da imamo licence za to, kar počnemo, se pravi, nič ne počnemo na črno, za tem stoji stabilna cena, se pravi, nas ne boste najdeli na borzi, kjer gredo cene, kot vidite tukaj na tej slikci, za 20% gor, pa 30% dol, tako kot pri drugih kriptovalutah, ampak imamo stabilno ceno, ki je odvisna izključno od tega, koliko ljudi dejansko res uporablja to kriptovaluto, se pravi, koliko je sprejemnih mest, ki je lahko plačate z njo in koliko je na drugi strani uporabnikov. Se pravi, je cena stabilna od 1. do 1., kar je super za investitorje, se pravi, nič vas glava ne boli, a bo zdaj to padalo, zdaj ne vem kam, in seveda tudi za sprejemna mesta je to sprejemljivo, zato ker kriptovalute, ki imajo takole skoke, gor pa dol, ne, take pač trgovci ne morejo sprejemati. Nekaj ne more zdaj trgovc dobiti plačilo v Bitcoinu, pa je cena danes 100, jutri pa pade za 30%, seveda tak trgovc bi hitro rekel, hvala lepa, me ne zanima tako plačilno sredstvo. Naslednji produkt je čist povezan z DACoinom, gre za plačilni procesor, ki ga dobijo sprejemna mesta, se pravi, to je namenjeno sprejemnim mestom, kjer je ta trenutek možno plačevati zaenkrat z našo kriptovaluto. V prihodnosti pa firma načrtuje, da se bo s tem plačilnim procesorjem možno plačati tudi z drugimi kriptovalutami. Seveda to bo zdaj čas pokazal, katere bojo sploh v prihodnosti preživele, glede na to, kar sem vam povedal, ne, glede na to, da verjetno bo velika večina, 80% vseh kriptovalut do konca desetletja izginila z tega planeta. Zdaj je en krasen trenutek, da lahko še vedno investirate, namreč podjetje se je odločilo, da bo 2/3 vsega, kar imamo te kriptovalute, kar jo je na razpolago, 2/3 bo podjetje distribuiralo samo. Tako da v tem trenutku imamo približno še 2% samo za prodati. Se pravi, prodaja preko priporočilnega marketinga se bo počasi končala, tako da pohitite, zdaj še pravi trenutek, tisti, ki še nimate, si privoščite to, kar si lahko, to, kar lahko grešite za leto, 2 ali pa 3. Vidite, da je dejansko dosegljivo za vsak žep, paketi so od 50 evrov že naprej in pa do 5000 evrov. Zakaj sem rekel, kar lahko pogrešate za leto, 2 ali pa 3? Zato, ker vsak paket, ki ga kupite, je potrebno vezati za 1 leto, 2 ali pa 3. Zakaj to? Zdaj je trenutno 1400 sprejemnih mest, v skupnosti nas je približno 650 000
ekosistem se gradi, se pravi, marsikaj je treba tega še narediti, treba je več sprejemnih mest pridobiti, ta ekosistem se mora še razviti, se pravi, podjetju moramo dati na eni strani čas, da to razvije do konca, na drugi strani moramo pa potrošniki dati sami sebi čas, da to sploh sprejmemo kot denar, zato ker za veliko ljudi so kriptovalute še vedno znanstvena fantastika, še vedno ne verjamejo, da papirnega denarja v 2-3 letih ne bo več. Se pravi, tudi potrošniki vedno rabimo svoj čas, da se prilagodimo na nove stvari. Zdaj še dodaten motiv, da to naredite čim prej. Povedal sem vam, da je samo nekaj dobre 3% še na voljo za prodajo, je to, da do konca meseca dobite dvojno število coinov. Se pravi, trenutna cena 77 centov, vzamete paket, ne vem, recimo za 500 evrov in je za vas isto, kot da bi dali za Jurija. Če zelo poenostavljeno povem. Se pravi, glede na ceno, ki je danes 77 centov, to delite z Jurija in jih dobite še enkrat več, kot bi jih sicer. Do konca meseca. No in zdaj ta naš zadnji produkt, ki sem rekel, da sem malo več po svetu, 5 minut več, je projekt The View, ki smo ga lansirali letos februarja. Tudi sodelavci, ki smo to prvič videli, smo malo dobili gledali, kaj je zdaj to, ker smo mislili, da je to pa zdaj nekaj čist popolnoma novega. No, ko smo to malo bolj spoznali, zdaj zadnje pol leta, ko to malo bolj spoznavamo, smo iz meseca v mesec bolj navdušeni, zato ker vidimo, kam gre ta svet. Zato ker vidimo, da je to naša absolutna prihodnost. Se pravi, gre za virtualno platformo. Cilj podjetja pa je, da bi to virtualno realnost zdaj spravili na raven vsakodnevne uporabe. Se pravi, veliko ljudi se danes ne zaveda ali pa ne ve, da v bistvu virtualna realnost se že danes uporablja. Se pravi, uporablja se, ne vem, v medicini, se kirurgi učijo možgane operirati, bolj, da se učijo virtualne realnosti, kot na mojih možganih, to sigurno drži. Piloti se učijo pilotirati za prostorsko načrtovanje in na drugi strani seveda poznamo otroke, ki si ta očala gor dajo in to uporabljajo za igranje iger in tako naprej. Se pravi, naš cilj je, da to spravimo na raven vsakodnevne uporabe. Zdaj, na kakšen način? Ok, tole bom malo preskočil, to so neke številke, neka dejstva, ki govorijo v prid temu, da je to industrija prihodnosti. Vidite, tle številke govorijo same za sebe, jih ne bom zdaj bral tukaj slajda dol. Se pravi, te stvari se bojo zgodile, ne glede na to, da vi mogoče danes še mislite, ne, jaz pa tega ne bom nikoli uporabljal. Kljub vsemu poslušajte do konca, zato ker je to industrija prihodnosti. Ja. Se pravi, na naslednjih platformah bomo to razvijali, se pravi, potovanje in turizem, šport in zabava, shopping, izobraževanje, nepremičnine, igrice, kar poznamo že danes, pa poslovne storitve. Zdaj, če pogledamo, mogoče kakšen primer, da vas malo popeljem na ta dream trip, da te zastopali, kaj vam hočem pravzaprav povedati. Se pravi, način izobraževanja se bo v prihodnosti zelo spremenil ravno zaradi te virtualne realnosti. Jaz sem še ta generacija, ki smo se zemljepis po zgodovino učili tako, da me je tušica poklicala, pa sem na globusu pokazal, ki je Afrika, pa ki je Latinska Amerika, da sem lahko štirko dobil. Se pravi, otroci že danes popolnoma drugače učijo in ta nova tehnologija bo seveda omogočila, da si bojo šli otroci, ki se bojo učili o zgodovini, po zemljepisu, stvari virtualno pogledati. Potem recimo predstavljajte si potovanje in turizem. Dejstvo je, da je zdaj največji šok, kar se tiče industrije, se je ravno turizem doživel s tem korona eksperimentom. Ampak ne glede na to, tudi če ne bi bilo korone, to ne spremeni dejstva, da 2/3 ljudi v življenju nikoli ni sedlo na avion, se pravi, nikoli niso potovali. So še druge kategorije ljudi, ki nikoli niso potovali iz strahov, ali so prestari in tako naprej. Jaz pogosto vprašam ljudi, kaj pravzaprav radi gledam na televiziji, ker me zanima, ker jaz namreč že 7 let ne gledam televizije, pa rečejo, da ti nič kaj dosti Discovery Channel gledam. Zakaj v bistvu ljudje gledajo Discovery Channel? V bistvu zaradi tega, ker si želijo videti druge konce sveta. In Discovery Channel recimo je tak krasen primer. Zdaj si pa predstavljate, kako bi izgledal Discovery Channel pred 25 leti na črno-beli televiziji. Se pravi, tehnologija nam je že danes zelo s temi plazmami in s temi okroglimi televizorji zelo približala. Jaz sem prepričan, da Discovery Channel vse takele podobne stvari bomo v prihodnosti gledali po televiziji virtualno. Se pravi 3D, pa 4D, pa 5D. Se pravi, način, kako mi obiskujemo tuje kraje, pa kako v bistvu obiskujemo znamenitosti ali pa muzeje ali pa galerije,
se v prihodnosti drastično spremenil. Se pravi, ta tehnologija je neobhodno prihaja, to je tako neizbežno, kot če si predstavljate, da bi jaz mojim staršem pred 40 leti rekel, smo imeli še stacionarne telefone, se ne vem, tisti, ki ste mlajši, sploh ne veste več, kaj je stacionarni telefon, verjetno, ne. Še malo bomo to daleč. Zdaj, Boris bo tukaj pokazal, da ga ima še vedno v arhivu, verjetno, stacionarni telefon. Ne, se pravi, če bi jim takrat rekel, veste kaj, dajte starša investirati v mobilno telefonijo, veš, čez 30 let bomo vsi nosili mobitel v žepu, pa na mobitelu bomo filme gledali, pa filmčke, pa zemljevid nam bo pokazal, kam moramo jeti, da se nam zgubili, ko bomo šli na Dalmacijo, pa prstne odtise bo prepoznal, pa obraz bo prepoznal. Moj oče bi rekel, ki je bolj tako realističen, bi rekel, sine, da pejte v šolo, pa se uči, ne serga, ne gor neumnosti, ne. Se pravi, stvari se bojo zgodile, ker tehnologija zelo hitro napreduje in to, kar sem vam zdaj povedal, ne bo trajalo tako kot pri telefonih 30 let. Te stvari se zgodile 3, 4, 5 letih, zapišite si, sem posnel tale webinar, pa ga poslušajte čez 5 let, če mi danes še ne verjamete, se pravi, ta virtualna realnost bo korenito spremenila naše vsakodnevne navade, potovanja, shopping, da ne govorimo o shoppingu, mogoče vam samo že za shopping povem en primer, zadnjič sem gledal posnetek od Walmarta, to je ena zelo znana trgovinska veriga, to je bistveno hitrejši in bistveno boljše, če sami greste kaj v BTC shoppingirati. Zato, ko pridete v trgovino, vse je real, se pravi, vse je tako, ko bi prišli v resnično trgovino in tam svoje asistentki, ki je seveda virtualna, se pravi, ni treba plačati, rečete, dajte mi prosim pokazati vse testenine brez glutena, in samo zberete z miško, dol. Pa pridete do sokov, pa rečete, pa bi en naraben sok v cenovnem razredu med 2 pa 3 evre in vam pokaže se pravi, to boste naročili virtualno in domov boste dobili po dronu, zelo verjetno po zraku, prave izdelke. In tako naprej. Se pravi, ne glede na to, še enkrat poudarjam, ali vi mislite, da boste to kdaj uporabljali, ne, vam hočemo pokazati način, glede na to, da je to v pohodu, da je to nekaj, kar se bo zgodilo, kako lahko dobite pasivne prihodke, če vidite, kam gre ta trend. Ker magija uspešnih investicij je ravno v tem, da profitirajo najbolj tisti, ki vidijo stvari, preden jih vidi 100 milijonov ljudi. Tako ljudje obogatijo z investicijami, da vidijo stvari, preden jih vidi masa. Se veste, kaj prav osnovna matematika finančne pismenosti. Ko začnejo snažilke kupovati, potem pametni investitorji prodajajo. Se pravi, zdaj vam kažemo nekaj, kar se bo absolutno zgodilo, ne glede na to, kaj mislite, kako boste vi uporabljali, ne. In zdaj na kakšen način vi lahko dobite pasivne prihodke od tega. Na tako v bistvu, da investirate in dobite, firma bo od svojega prometa, ki ga bo pač naredila, bo razdelila 1% v en pool in 5% v drug pool. Se pravi, bojo še drugi pooli, ampak zdaj za vas kot stranke v tem trenutku sta pomembna te dva poola. Se pravi, imamo trenutno 50 držav, kamor lahko investirate v to virtualno realnost. In od vsega prometa, svetovnega, globalnega, vse, kar se bo prodalo, ko bo šlo nekdo pogledati Eiffelov stolp, bo za to plačal 3 evre in bo šlo 1% v ta globalni pool. Se pravi, od vseh 50 držav, 1% bo šlo v to skledo, kjer si bo razdelili ljudje, ki imajo v tem poolu svoje deleže. Drugih 5% je pa regionalnih, to pomeni, da z nakupom, z članstvom ste pač se izberete eno državo, vam bom povedal kar primere, bo tako lažje, kot da zganjamo neko teorijo. Se pravi, so paketi od 125 evrov pa do jurja in države imajo isto vrednost. Se pravi, imamo države, ki so vredne 125 evrov, pa 250, super 500, pa ultra jurja. Kot sem rekel, gremo kar države pogledati. Se pravi, Danska recimo en tak primer, kjer stane paket 1000 evrov. Za teh 1000 evrov dobite 21 deležev, ki vidite tle desno zgori v globalnem poolu, se pravi 21 šerov v tistem poolu, kjer bo 1% in dobite en delež v, zdaj šlo pa to naprej, takole, in dobite en delež v Danski. Če si seveda Dansko izberete, to vam kažem zdaj pač primer. Vidite, da na Danskem je 1100 deležev. To zdaj pomeni, da od vsega prometa, ki se bo kadarkoli zgodil na Danski, si bo
5% vsega prometa razdela 1100 ljudi ali pa manj. Zakaj ali pa manj? Zato, ker nekateri pač bojo kupili več deležev. Se pravi, maksimalno 1100 ljudi si bo razdelali to. In to se bo dogajalo, ta delež boste dobivali ta donos od Danske, dokler se bo karkoli kaj na Danskem prodali. Se pravi, je to bistveno boljše, kot sem vam prej povedal, primer z naložbo v mobilno telefonijo, ali pa bistveno boljše, ker če bi naložili v Bitcoin, ali pa bistveno boljše, če bi naložili v Apple. Zakaj? Ja, če ste naložili, če ste srečno kupili Bitcoin pred 7 leti in ste ga potem blazno dobro prodali, ste bili ful veseli, mogoče ste si avto kupili in je bila to bila enkratno ste pospravili v žep. Se pravi, ko ste prodali, je bilo tega konc. Se pravi, tukaj toliko časa, dokler ste imeli ta delež, dokler bo se v Danski kadarkoli kaj prodali, to lahko 3 leta, 30 let, 73 let. Ne vem, pač jaz toliko steklene kugle nimam, da bi vedel, kaj bo čez 100 let, ampak dokler bo kakršenkoli promet v tisti državi, v katero ste investirali, boste dobivali donos. Zato je to boljše in predvsem večje od vsega, kar si sploh lahko predstavljate. Ne, mi pogosto dajemo tukaj zdaj neke primerjave, če bi Bitcoin kupili, pa če bi Apple, pa če bi ne vem kaj, ampak to je bistveno boljše in bistveno večje, ker boste vedno znova in znova, vsakič, ko bo nekdo šel pogledati kakšen muzej v Kopenhagen ali pa ne vem, karkoli bo pač posnet, bo tisti, ki je kupil Dansko, dobival delež od prometa. Potem je še ena država, za katero seveda smatramo, da bo velika uspešnica, ne, zato ker Francija ni samo Eiffelov stolp, Francija ima na tisoče muzejev, galerij, znamenitosti in stane samo 500 evrov. Ne, se pravi, investirajte v Francijo, 5600 ljudi si bo razdelili 5% vsega prometa, ki se bo v Franciji zgodil forever. Forever. Imamo tle še en primer za 250, se pravi, tudi le vidite, da je dosegljivo za vsak žep. Ni nobenih omejitev, lahko si kupite 3 države po 125, 7 po 250, se pravi, tle ne gre za kakšen upgrade, ampak enostavno pač lahko kupite ali pa dokupujete države, kakorkoli jih pač želite. In tle vidite na desni strani gor, večja je država, se pravi, večji je paket, večji so tudi deležev v globalnem poolu, konkretno pri 250 je 3 deleži v globalnem poolu. Se pravi, večji paket imate, večjo državo imate, večji je tudi deležev v globalnem poolu. Jamajka je zelo zanimiva, ne, odlično se prodaja. Zdaj sicer že 2 dni nisem pogledal, ampak na trgu je 2 tedna, mislim, da je prodana 50% ali 55, 60%. Kakorkoli, pač v enem tednu bo prodana, v 10 dneh bo prodana. Kaj to pomeni? Ja, tisti, ki bo kupil, bo 1 od 2400 ljudi forever. Se pravi, lahko boste sicer to na marketplace enkrat v prihodnosti prodali, ampak hočem vam povedati, da malo uporabite domišljijo, kam to gre in kaj to lahko za vas v prihodnosti predstavlja, za vas in za generacije po vam, za vaše otroke. No in zdaj končno po vseh borbah in lobiranju in prošnjah, ne, smo uspeli potruditi to, da imamo tudi Slovenijo zadnje 2 tedna v projektu The View. Vidite, imamo zelo majhno število deležev, da imamo Slovenci pokazati svoj patriotizem, ne da sam navijamo za Gajan Bertovo, pa smo vsi veseli, ki je zlato medaljo dobila. To je sicer fajn za naš nacionalni ponos, ampak v vašem tošlu se to ne bo nič poznali. Se pravi, da imamo pokazati svoj nacionalno zavednost, tako da vsi, ki vas seveda zanima investicija v View, da seveda investirate tudi v Slovenijo. Ok, zdaj kakšen je zdaj plan? Rekel sem, da smo to lansirali februarja letos, pravi, projekt je čisto popolnoma nov. Zdaj se je začela pred parimi dnevi View Akademija, kjer bojo ljudje malo bolj razumeli, se pravi, jaz sem zdaj pač omejen na 3/4 ure, probal sem vam majčkeno približati to vizijo, tam bojo ljudje bolj spoznali, bolj razumeli, kaj pravzaprav to pomeni, kako se uporablja, vse te stvari, ki ljudje sprašujejo, pa kako bomo zdaj očala dobil, pa bomo zdaj očala uporabljali. Zdaj zaenkrat se uporabljajo še očala, ampak jaz mislim, da v prihodnosti se bo to zelo zminimaliziralo in da kar se tega tiče, smo še vedno na ravni računalnikov izpred 30 let, ker si mogel biti kar mačkan si mogel teh računalniških jezikov znati, da si sploh lahko računalnik uporabljal. Se pravi, ta razvoj bo šel naprej in beta launch, se pravi, da se bo že prodajale storitve v Viewju, se bo zgodil spomladi, se pravi na 4. obletnici naše firme, takrat bo tudi nek promet. Jaz sicer ne pričakujem, da v tem letu bo kakšen to blazno velik promet, zato ker to je beta verzija, pomeni, se dobi nek feedback z tržišča, se vidi, kaj treba popraviti, kakšno je povpraševanje.
in čisto uradni launch potem, da se bo že tržil storitve preko Viewja, je na naši 5. obletnici, se pravi februarja 2023. Takrat pa seveda že pričakujem, da bo tudi že zelo konkreten donos za tiste, ki bojo pač videli priložnost danes v tem. Ok, tle se nam ponavljal, sem povedal vam, koliko bi danes denarja sabo vzeli, če lahko se vrne nazaj pa investira, ne vem, v Dell, pa v Microsoft, pa Google. Ljudje pogosto rečemo, če bi takrat vedel, če bi ono vedel. Prijatelji moji, zdaj veste, zdaj ste dobili informacijo tako, da jo ne spuste. Ok, nazaj se ne moramo vrniti, lahko se pa s preteklosti kaj naučimo. Jaz sem iz te moje zgodbe, ki sem na začetku povedal, ste lahko videli, da sem jaz naredil 1700 napak v življenju, bankrotiral, ampak vedno znova sem rekel, ok, Roman, kaj je zdaj lekcija, kaj sem se iz tega naučil, kaj ne smem ponavljati. In tudi v tej firmi, ki sem se odločil, da bom pač sodeloval z njimi, sem se odločil glede na pretekle slabe izkušnje, da bom šel najprej lastnike spoznati, zato sem šel v Moskvo, zato da vidim 100 ljudi, ki resno mislijo resno za naslednja desetletja. Tako da nazaj ne moramo, naučimo se nekaj iz preteklih spodrsljajev, ki smo jih pač imeli in enkrat spregledajte priložnost, ki jo trka na vaša vrata pravočasno, on time. To so bili zdaj naši produkti. Odpira se z Success Factorjem cela kopica enih nagrad, enih možnosti, kako lahko zaslužite. Eno sem vam predstavil zdaj ravno kar, se pravi, ste udeleženi pri prometu, v regionalnem pulu in v globalnem. Kasneje jasno bojo ta produkt uporabljali tudi ljudje čist izven Success Factorja, se pravi, ki sploh niso člani, pa če našo virtualno realnost uporabljali, če boste videli priporočilo, da dobili provizijo. Kasneje se bojo jasno pridružila tudi manjša podjetja, ki bojo želela predstaviti svoje produkte, svoje storitve preko našega projekta The View. Če boste vi tisti, kot je dali priporočilo, boste spet dobili provizijo, teh provizij je neomejen. In na vse zadnje, tiskaj pomoč v tem trenutku, najbolj pomembno, delamo v bistvu affiliate marketing, se pravi priporočilni marketing, pa sem še te zadržal za zadnjih 5 minut, tako sem začel, sem rekel, da vam lahko pokažem način, kako prestopati na desno stran, kako lahko prestopati med 5% ljudi, ki imajo svoj lasten sistem. To lahko naredite zgolj z doplačilom 30 € enkrat na leto. Se pravi, enkrat na leto plačate 30 €, imate za to svojo spletno trgovino, v kateri so vsi ti produkti noter, ki sem jih zdaj opisal, plus tisti, ki še v prihodnosti prihajajo. Se pravi, firma bo stalno gledala na trgu, kaj je zanimivega, kaj je v trendu, kaj se dogaja in v prihodnosti pričakujem, da bomo seveda dodali še druge produkte, koliko smo jih zdaj. Se pravi, vse je poskrbljeno. To zdaj ni spletna trgovina, klasična, ki morate zdaj vi plačati gostovanje, pa domeno, pa poskrbeti zdaj, kako te prodajali, pa uvažati z Kitajske, pa se da ukvarjati s carino, pa izumljati toplo vodo. Se pravi, vse, kar je na nas, je to, da poskrbimo za promet v tej spletni trgovini. Na kakšen način pa poskrbimo za promet? Je tak, da ljudem povemo, kva finga imamo. Se pravi, da jim pokažemo, kaj pravzaprav je naša ponudba. Se pravi, kakršenkoli posel imate, tudi klasičen, boste poskrbeti, da ljudje vidijo, kaj pravzaprav imate. In to lahko naredite na zelo, zelo, zelo enostaven način. Meni je tale moj cimer rekel zadnjič, ki je imela Andreja prezentacijo, rekel, to je pa grozen. Jaz se lahko 40 let učim, ne mogu govoriti, Andreja. Ni vam treba nič govoriti. Imate prezentacije 3-krat na teden, 4-krat na teden, 2-krat na teden v slovenščini, v španščini, angleščini, vprašajte, v katerem jeziku, koga poznate, po celem svetu, cel svet je naše tržišče, imamo posnetke, imate ljudi, ki so v core skupini tukaj, ki resno mislijo v Sloveniji, lahko naredimo prezentacijo 1 na 1. Skratka, imate absolutno podporo, zato, ker je vaš uspeh tudi naš uspeh. Se pravi, vse, kar moramo narediti, je to, da ljudje vidijo, kaj jim ponujemo. In zato dobite celo kopico enih provizij. Prva provizija je od 5 do 10% od vašega lastnega priporočila, odvisno od produkta. Če eni produkti imajo 5%, provizije eni 10%. Se pravi, koliko ljudem priporočite, nekdo vzame paket za 500 €, da coinok, sem prej povedal primer, dobite v ponedeljek 50 €. Zelo enostavno, ni težko zračunati 10%. Imamo pa provizijo vsak ponedeljek, tako da pri nas smo vedno veseli ponedeljkov. Ko večina jamra, da ko mora iti v službo, pa nas smo najbolj veseli, ker Boris reče, v ponedeljek je cink,
in smo veseli, da je ta cink čim večji. Se pravi, vsak ponedeljek je provizija, nikoli ne zamudi, a je to božič, nov let, firma nima nikoli izgovorov, da veste, zdaj smo pa nekaj investirali, pa nimamo, pa zdaj te počaka 3 mesece, pa te po novem letu dober. Ne, to se ne zgodi. Se pravi, potem je 10% od skupine. Ne, ljudje rečejo, ti veš kaj, jaz ene 5 jih bom priporočil, ampak skupine pa ne bom delal. Ne, v bistvu skupino delate pa nas zelo enostavno, zato ker imamo binarni sistem. Pomeni, imate 2 pozicije, kot odprete svoj back office, imate eno pozicijo na levi, eno na desni. In potem daste enega levo, enega desno. Se pravi, par ljudem to poveste in potem pomagamo tem, da isto naredijo za vami. Temu rečemo duplikacija. 2-3 ljudi upišete in potem tiste 2-3 naučimo naprej in potem 2-3 naučimo naprej in tako naenkrat se vam potem zgodi takole tudi skupina. Se pravi, ravno tako podjetje pogleda promet, koliko imate v eni skupini prometa, pa v drugi in dobite 10% od šibkejše noge. Potem, ko imate skupino malo večje, se tudi vaše, rekel, zadatki, ko se reče po slovenski, naloge se malo spremenijo, dobite še dodatno provizijo za vodenje, ker potem je predvsem, ko imate neko skupino, je predvsem vaše delo, da daste roko ljudem, ki so prišli za vami in jim pomagate. Mogoče se vam to zdi skoraj malo neverjetno, zato ker smo navajeni rivalstva, ker smo navajeni tekmovanja v službi, ker sem nas cel življenje učil tekmovanje, da je zri nunga, če hočeš gor prijeti po piramidi, moraš unga dol spraviti, pa nas je ravno obratno. Sprav, če hočete gor prijeti, morate drugim ljudem pomagati. Marketing plan je še tako naštiman, tako narejen, da ne morate biti vi zelo uspešni, če ne potegnete za sabo uspešnih ljudi. Zdaj za tiste, ki so se odločili, da je pa tole več kot nek dodaten zaslužek, seveda lahko naredite tudi pri nas kariero. Ne se ustrašite teh nagrad, ni nobene potrebe. To je seveda za tiste, ki so ambiciozni, za tiste, ki so se odločili, ok, Roman, tole je pa Andrej ali pa Boris, to pa jaz grem zdaj rock and roll in je vse dosegljivo, zato ker zneski, ki so potrebni, da prijete do takih nagrad, ne bom rekel, da so piece of cake, ne, daleč od tega. So pa dosegljivi prav vsakmu. Ne glede na to, ste mladi, stari, izobraženi, neizobraženi, znate govoriti, ne znate govoriti, ni nič pomemben. Pomemben je izključno to, a hočete nekaj v življenju presekati. A hočete reči, koliko sem jaz rekel pri 25, jaz ne bom več hodil na shift, ker me ne zanima. Mene zanima imeti v življenju free, da delam kadar hočem, brez maske tukaj, necepljen, delam iz Term Dobrna, delam iz Primoštena, če se vdalje, bom šel v Himalajo, pa bom iz Himalaje delal. Vse, kar je potrebno, je takle nasmešek, pa da ste prijazni z ljudmi, da vam ljudje zaupajo in tako se začne graditi struktura. Ok, imamo seveda sistem, prej sem povedal, da ljudje na desni strani imajo sistem. Se pravi, ta industrija je 100 let stara. In zato, ker nič ne plačajo ljudje, zato, ker plačajo 30 €, vztrajno vsi delajo seveda po svoje. Zato, ker če kupite franšizo od McDonald'sa, ki stane 1 000 000 €, ljudje delajo točno, koliko jim rečejo. Ole mora biti pogretna točno toliko, pomfri boš kupil tam pa tam in ljudje delajo točno tako. Zato, ker smo 1 000 000 € plačali. Tukaj, kjer je pa 30 €, pa reče ljudje, ti veš kaj, moji prijatelji so drugačni, jaz bom to naredil drugače, ker ti ne poznaš mojih prijateljev. Se pravi, priporočamo vam, da sledite sistemu. Zato, ker je enostaven, zato, ker je preizkušen, zato, ker je topla voda, če še enkrat se malo ponovim, je že odkrita. In če delate po sistemu, dobite duplikacijo. Se pravi, duplikacija je to, da za sabo imate ljudi, ki delajo isto kot vi. Se pravi, tisto, kar jaz počnem, povedal sem, da sem v stalnih stikih z mojimi mentorji, Evo pa Film, ona dva sta blazno uspešna. Ona dva sta Black Diamonda, zdaj delate na tem, da boste dobila stanovanja v Dubaju. Se pravi, mene zanima, kaj sta ona dva naredila. Se pravi, jaz zdaj ne grem vprašati mojega brata, ki je odklonilen do affiliate marketinga, kaj naj zdaj delam, ali pa moje sosede. Se pravi, sprašujem nekoga, ki je uspešen v tistem, kar bi jaz rad počel. Tistega človeka sprašujem, kaj naj naredim. Ne teto mojo, ki pravi, da se bo to vse sesul, ali pa ne vem, karkoli drugega. Ok, in na koncu seveda je to posel vodenja, v tem mogoče, kdaj drugič, seveda, ker vse delamo na zgledu. Tisto, kar želimo od drugih ljudi, da bi počeli, to jaz počnem sam in na ta način vodim svojo ekipo. Tako da pa nas več, ko se naučite, več tudi zaslužite.
Tle je še grafični prikaz, kako je ta posel enostaven zgraditi, ne. Če si predstavljate, da ste vi povabili tele termene, ljudi, se pravi, ta termen, vaš prijatelj, ki ste ga povabili, pozna svoje ljudi, to so te zeleni in ta zelen pozna svoje ljudi, se pravi, vpišete 2, 3, 4 osebe in potem njim pomagate in potem oni njim pomagajo in takole se vam zgodi skupina. Tako da imate tle še eno grafično predstavo, da je zelo, zelo enostaven. Verjetno to najbolj enostaven posel na svetu, jaz ne bom trdil, da je lahek, zato ker pač delamo z ljudmi, je pa tehnično gledano siguren, zelo, zelo enostaven. Jaz še nisem nič bolj enostavenega počel. Nič se nisem pretegnil, nobene kite si nisem pretegnil, nobenega žula nimam na roki, pogovarjam se z vami in to je pravzaprav moje delo. Delim z vami svoje navdušenje. Delim ga pa zaradi tega, bom zaključil skris resen, koliko sem tudi začel, zato ker ne samo, da želim pač, ne vem, tudi jaz si več svobode želim, več imeti časa pa denarja, ampak želim delati s podjetjem, ki ima vizijo, da naredi en pozitivni impact na tem svetu. In kaj danes rabimo v tem ponorelem svetu, bolj kot vizionarje, ki imajo pozitiven attitude, ki želijo nekaj pozitivnega narediti. Tako da želim vam dobrih odločitev in vidimo se na drugi strani. Vprašajte prijatelje, ki so vas povabili, da vam dajo še kakšen material in se čim prej pogovorite. Zato, ker imam do konca meseca, imamo še eno posebno promocijo, ki jo danes nisem izpostavil, ker je že toliko tega, da te rekli, pa tale Roman majčkeno pretirava. Hvala lepa in lep vikend še naprej. Lahko noč. Wow, Roman, super, hvala za odlično prezentacijo. Tako kot sem rekla, svinčnik papir, še jaz nisem imela glih svinčnika papirja, sem pa delala print screene, zato ker so vedno kakšne stvari, ki so dobrodošle. Evo, hvala še enkrat. Ja, tako kot je Roman omenil, ogromno promocije, včasih ljudi reče, pa je poletje, pa ne morem, pa zdaj nimam, pa me za na morje. Zato podjetje naše poskrbi ob takih mesecih, ne vsak mesec, ampak za super stvari, tudi za take, ki rečejo, grem na morje, nimam, za vsakega se vedno nekaj najde. In še enkrat povem, oziroma tako bom rekla, moj moto in poslušajte, kar vam zdaj povem, razmišljajte o njemu, 3-krat si ga še ponovite ali pa 13-krat, če vam nekdo pove za odlično priložnost in ne veste, kako boste to naredili, rečite najprej ja, potem pa razmišljajte, kako boste to naredili. Tudi če nič ne boste delali, zadeva je taka, da lahko investirate vase za svojo prihodnost, za prihodnost vaše družine, vaših potomcev ali kogarkoli, se pravi vaših najbližjih, ker stvar je dedna. To z naše strani vse. Jaz se veselim, da se vidimo na naslednjih predstavitvah in spremljite nas, vprašajte prijatelje, če danes niso vsega razumeli, kdaj je spet nova predstavitev. Mi smo skozi dosegljivi 24/7, Core Team Slovenija. Lepo bote, hvala lepa.